Za Cupro pa res brez težav rečemo, da je znamka dinamičnih avtomobilov. Že pri Seatu so se nekoč tako imenovali najbolj nabriti primerki in ko so leta 2019 pokazali koncept Tavascan, smo potiho upali, da bo tako dobro izgledal tudi proizvodni model. In glej, Španci niso razočarali z obliko svojega električnega križanca, ker Tavascan res pusti vtis. Že oddaleč upozori svojo obliko, vsak se obrne za njim. Pri Cupri si pač upajo in rezultat tega je, da se vsi ustavljajo in bulijo njihove avtomobile. Sem se enkrat prav skril in oddaleč opazoval, če je tudi na mojem parkingu tako, in je bilo. A-stebrička sta v svetleči črni barvi, kar spominja na vizir čelade. Luči so drzne, k temu pa so dodali še napise v značilni bakrini barvi. Še bolj poseben pa je tale osvetljen logotip Cupra, ki je trenutno še nekaj posebnega, tako da boste prepoznavni tudi po noči. Vse Cupre pa imajo zdaj itak svetlobni podpis, sestavljen iz 3 svetlečih trikotnikov. 1, 2, 3. Tavascan je nekaj posebnega tudi v notranjosti, ker so armaturno ploščo na zanimiv način povezali s sredinsko konzolo. Mislim, ziher poznate koga, ki vozi ves čas z roko na ročici menjalnika, zdaj pa jo bo lahko imel tu. Ni pa tole kar nekaj, da samo ločuje voznika od sovoznika, ampak dejansko služi kot strukturni del notranjosti, zato vsaj doslej še nisem slišal nobenega škripanja in pokanja. Potem sta tukaj še malo bolj športna sedeža spredaj, povsod reciklirani materiali, predpražniki so recimo iz recikliranega najlona. Tako so kar nekaj štumfom ali z oknom oziroma nogavicam podaljšali življenjsko dobo. Dobro, znotraj se lahko odločite za kontrastne tone, da si boste Tavascan prilagodili svojim mokrim sanjam, vedno pa bo tale zaslon v diagonalo meril 15 palcev. Je pregleden, hiter, predvsem pa so mi všeč tele bližnjice, ko si lahko takole čisto enostavno izklopim piskanje zaradi prometnih znakov in podobno. Lahko imate še digitalni prikazovalnik, da boste več informacij videli na vetrobranu, so pa že tile 5,3-palčni digitalni merilniki dovolj pregledni in bogati z informacijami. Je pa pisava za marsikateri okus premajhna, ker vem, da vsi ne vidite več tako dobro, kot jaz pri še vedno svojih mladih letih. Tavascan je tudi zelo prostoren električni križanec in tega se zaveš, ko stopiš zraven, ker deluje res konkretno. To pa potrjujejo tudi številke. V dolžino meri 4,64 in v širino 1,86 metra. Malenkost nižja streha zadaj ne bo povzročala težav modernim frizuram, ker se spusti pred prtljažnikom, tam pa bo manj prostora za velike škatle, če radi vozite tovor do stropa. Vseeno je prostora dovolj, 540 litrov, torej za večino nakupov. Izdelan je na namenski električni platformi MEB, zato je tukaj kljub zadnjemu pogonu lepo ravno dno. Baterija spodaj pospravi 82 kWh električne energije, od tega je uporabnih 77 kWh. Po VLTP obljubljajo doseg do 550 km, kar je v realnosti večinoma manj, sploh če boste večino voženj opravili na avtocesti s težko desno nogo. Elektromotor namreč na zadnji kolesi pošilja 210 kW moči, kar je 286 konjičkov in 460 Nm navora, zato bo marsikoga zasrbelo in bo želel voziti hitreje. Do 100 na uro se recimo požene v hitrih 6,8 sekunde. Čeprav ima tehnološko veliko skupnega z Bornom, je to drugačne sorte avto. Tisti ima raje zaprte ovinke, Tavascanu pa so bolj všeč dolgi, ko bolje izkoristi svojo moč in dobro lego na cesti. Tele ročice ob volanu so za nastavljanje stopnje regeneracije, ampak je tudi v najmočnejšem načinu premalo, da bi lahko ves čas vozil samo z enim pedalom. Med počasnejšo vožnjo, z veliko predvidevanja, pa bo seveda šlo. Kot najbolj napreden električni križanec Cupra ima na voljo tudi predgretje baterije, ki ga aktivirate tukaj na velikem zaslonu. Potem pa se baterija do prihoda na polnilnico pripravi, da lahko pogotne kar največ elektrike. Sicer ne bo šlo hitreje od 135 kW, ampak to pomeni, da bo v idealnih pogojih v 7 minutah napolnjen za novih 100 km vožnje. Kaj to pomeni v praksi, pa bo seveda pokazal test, ki se začenja zdaj.